All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. All for rainbow podcast je tukaj z novo epizodo in tokrat je z nami Brina iz organizacije Mladi za podnebno pravičnost, ali ste Bolj gibanje. Gibanje, ok, ja. Gibanje. In tokrat imam še zraven Lana, ki bo mi pomagal pri moderiranju. Ok, jaz bom kar začel. Prvo vprašanje je v bistvu, kaj je bila pobuda za nastanek MZPP-ja? Glede na to, da mogoče kakšni naši poslušalci še ne vejo dosto o vas. Ja, zdaj čist prvi zametki so bili že 2015 in v bistvu se je neka skupina ljudi znotraj Iskre, kolektiva, organizirala in so tudi naredili odbor za okoljevarstvo in pa začeli s tem podnebnim aktivizmom in tudi organizirali neke skupščine in tako. In v bistvu so se ful vsebinsko, neka vsebinska linija MZPP-ja se oblikovala. Pol pa 2019 z Greto je prišel ta nek medijski moment in s to vsebino, ki je bila itak že precej izoblikovana, se je pol naredil veliki protest, še prej pa v bistvu tudi skupščina. Na začetku se ni pričakovalo sploh toliko ljudi, potem je pa že sam na skupščino prišlo 100 ljudi. In potem 15. marca 2019 je bil ta prvi globalni štrajk in meni se zdi, da v 11 mestih se je izbralo nekih 13,000 ljudi, samo v Sloveniji. Tako da to je bil eden največjih sploh okoljskih protestov pri nas. Ja, in od takrat naprej pol smo imeli še petke za prihodnost, na Trgu Republike, zdaj pa smo že kaj četrti protest, mislim, da dal skozi, se niti ne vem čisto točno. Ja. Ok, s čem se pa zdaj recimo ukvarjate? Kaj še organizirate? Vedno imate proteste, potem podnebne skupščine ste zdaj imeli, ne? Sem bil tudi na eni. Ja, protesti so nek big event v bistvu, ker so res pač globalni in v bistvu času po celem svetu. Ja. Ampak v bistvu pa probamo skozi nek ta nenasilen upor pač vršiti pritisk na odločevalce, ozaveščati ljudi, zato imamo tudi pač veliko predavanj, okroglih miz, po šolah, na terenu agitiramo, ja, razne seminarje, akcije, predvsem pač v javnem prostoru, tudi neke te kulturne bolj uprizoritve, neke praktične projekte, imeli smo drevo na kolo, recimo, čisto take akcije, ki malo bolj, mislim, bližje stopimo do ljudi. Ja. Pa predvsem druženje, no. Mislim, se mi zdi, da je to glaven moment gibanja našega, da združuje ljudi, ki imajo podobne vrednote, interese in pač želijo opozoriti na stvari. Splošno civilna družba. Ja, je to pomembno, najbolj vsaj meni. Pa sprejemate tudi prostovoljce? Ja, definitivno. Ljudi ni nikoli preveč. Se tudi pozna, zdaj po covidu smo v bistvu kar okrnjeni, tako kot vsi mislim, da. Sploh mladi, ampak zdaj nekako spet prihajamo nazaj, drugače pa ja, sprejemamo vse ljudi, samo da imajo interes, tudi ni nekih specifičnih vlog, mislim, vsak, če izražaš interes, če imaš zanimanje, lahko pripomoreš s tistim, kar najbolj misliš, da lahko. Tudi neke predhodne izkušnje ali pa znanje, pač saj smo vsi na istem levelu, pa si pomagamo, pa pač učimo eno drugega, pa se v bistvu ful naučiš sproti in s tem, ko pač sodeluješ. Tako da ni noben bav. Na kakšen način pa se vam lahko recimo prostovoljci priključijo? A je najboljše, da vam pišejo kar prek socialnih omrežij?
Ja, mislim, preko vseh socialnih, zdaj, kaj imamo, Facebook, Instagram, TikTok, tudi ponovim. Ja, mislim, drugače pa imamo na spletni strani, no, mzpp.si, imamo prijavnico čisto na vrhu, pa izpolnijo, to je samo formalnost, potem pa jih mi kontaktiramo. Drugače pa najboljši pristop je pa na terenu, ne vem, če imamo kakšno akcijo, če smo kje tako, da pridejo do nas, se malo podružimo, pogovorimo. Tako se je najboljši izkazalo, najboljša praksa, da vstopaš v take stvari. Tudi jaz sem prek tako fizično na terenu, je najlažje. Ja, jaz se lahko s tem kar povežem zaradi tega, ker tudi pač v naših LGBT krogih je najlažje dobiti nove ljudi ali pa se pogovoriti o idejah, ki jih imaš recimo na terenu. Ja, ja, najbolj tak nek enostaven pristop, pa sproščen, da res vidiš ljudi za tem, ne pa zdaj. Ja, ker včasih je ful strašno dejansko pisati organizaciji in jih vprašati, če lahko sodeluješ z njimi, še posebno, če ne veš, če nisi še nikoli nič takega delal, prostovoljstva, aktivizma. Ja, je dosti lažje, če spoznaš osebe, ki stojijo za organizacijo. Ja, jaz sem isto najprej hodila na dogodke tukaj, pa potem še postala prostovoljka. Mogoče naprej, kaj se ti zdi, ne vem, da bi lahko tako kot oseba, kot posameznik naredila za podnebno pravičnost in climate change? Ja, zdaj to vprašanje, ki sem ga dobila, si tako ful napisala. Zato, ja, ker v bistvu v MZPP-ju ful poudarjamo, da se ne sme breme prilagajanja in pač sploh posledic podnebne krize prelagati na posameznika, ker potem največje breme nosijo že tako marginalizirane skupine, pač LGBTQ, ženske, mladi tudi predvsem, staroselska ljudstva in tako naprej. Medtem ko pač odgovornost je pa predvsem na velikih korporacijah, a ne, ki so najbolj odgovorne za te stvari. Tako da, ja, mislim, glede tega ful poudarjamo, no, to, da se more odgovornost, da se ne sme odgovornost preložiti na posameznika. Tudi zdaj vidimo ta greenwashing in vse to, Save the Turtles in take stvari, ki je spet samo neko kapitalistična težnja. Tako da mi res poudarjamo sistemske spremembe, drugače pa itak s sistemskimi spremembami bomo mogli konec koncev tudi mi navade spremeniti. Tako da vožnja z biciklom, uporaba javnega transporta, manj zaužitja mesa, take klasike, ki jih imamo. Ampak po drugi strani je pa tudi ful pomembno, da se organiziramo, da se povežemo, da pač smo aktivni, da opozorimo na stvari, pač ali je to znotraj, ne vem, kroga naših prijateljev, ali je to prek protestov ali pa drugih pač civilnih iniciativ, ki se zdaj tudi v zadnjem letu bolj dogajajo. Pa zdi se mi tudi ful pomembno, no, da se tudi tako povezujemo, naprimer MZPP, pa vi, pa mislim tako okolje, pa vse, mislim, podnebna kriza basically zajema vse. Pač to je družbena kriza in klenot imaš toliko enih problemov in se mi zdi ful smiselno, da bi se te boji povezali v eno močno civilno gibanje, ki bi pa lahko ustvarilo ta pritisk, da pač pride sploh do sprememb. Tako da, ja. Ko si omenila, da poudarjate, da ni vse na posameznikih, kaj lahko potem, ne vem, večja podjetja ali pa multinacionalke naredijo korak naprej? Ja, mislim, zdaj itak te multinacionalke so znotraj tega kapitalističnega sistema, ki sam teži k težnji več na omejenem planetu in se preko vseh pravic živali, ljudi in pač vseh ostalih živih bitij. In
v bistvu prvo kot prvo bi mogli prevzeti odgovornost za pač nastalo škodo in narediti vse, kar je v njihovi moči, da se ta škoda sanira oziroma da ni še večjih posledic. In ja, mogli bi se zauzemati za to, da se k nekim nekapitalističnim oblikam proizvodnje oziroma nekim trajnostnim oblikam, pa da se spodbuja pač lokalno pridelano hrano, naprimer. Tako da na koncu v bistvu, da te stvari sploh ne smejo obstajati. Tako bi bilo popolno, ampak se vemo, da ne gre. Tako da prvo kot prvo, da prevzame odgovornost. No. Okay. Letos so bile državnozborske volitve in me zanima, vem, da nekaj ste že te zahteve naslovili. Kaj pričakujete kot MZPP od te nove vlade? Ja, no, te zahteve, ki smo jih v bistvu skozi te skupščine oblikovali skupaj z javnostjo, smo jih pol naslovili na vse stranke že pred volitvami. In potem po volitvah smo tudi si zauzemali za dialog pri oblikovanju koalicijske pogodbe. Potem do tega ni prišlo in smo v bistvu spisali 13-stranski dokument konkretnih ukrepov, kaj si mi želimo. In v bistvu ja, to je to, kar pričakujemo od vlade, da upošteva te ukrepe. Sicer do neke mere so že v koalicijski pogodbi, ampak vsi vemo, da pač papir prenese vse. Tako da si želimo tudi dialoga, da se vključuje aktivno civilno družbo, ne samo mi smo gibanje, civilno družbo, ful cenimo, bla bla bla, ne. Pa to, da po drugi strani tudi se zavedamo, da je pomembno še zmeraj vršiti pritisk na ulici, to civilno gibanje, ki sem prej omenjala, da mislim, na koncu so ljudje sprememba, ne. Tako da, ja. Okay. Jaz imam še eno zadnje vprašanje. Sicer nekaj si že odgovorila, da vas lahko najdemo na TikToku, pa Instagramu, pa Facebooku. Imate pa, koliko sem videla, je Šolski strajk 1 posebej profil? Na Instagramu? Ja. Ja. Pa ima več različnih brančev ali koliko sem... Ja. Original profil je solski.strajk. Potem imamo pa še par profilov Brežice, Maribor, Nova Gorica, ja. Ampak Brežice, Maribor sta ta dva bolj aktivna, no. Ja, tako drugače pa preko uradnega profila bo najlažje, no, da nas kontaktirajo. Imaš še mogoče kakšno sporočilo za poslušalke in poslušalce? Ja, to, da dobrodošli in da nam se pridružijo. In da se mi zdi to res taka tema, ki je v vsakem primeru povezana z nami. Mislim, se konec koncev je to naša prihodnost, ali pa ne. In ja, da je pomembno, da o tem govorimo, da se pogovarjamo s prijatelji in da je pomembno, da izkoristimo naš volilni glas, da je pomembno, da podpremo skupnosti ali pa skupine ljudi, ki so najbolj prizadete, izrazimo solidarnost in da se povezujemo. Ja. Hvala, ker si prišla. Ja, najlepša hvala za povabilo. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.